Hvala, Isus in Marija. Na veke. Lepo pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Hvala, da ste si vzeli čas in odzvali vabilo. Z nami je tukajšnji župnik Maks Kozjak in Bog vas živi. Enkrat smo se vas že gostili v studiu, sedaj smo vas pa kar obiskali na Zasavski Sveti Gori. Hvala. Veliki zvon je posvečen kraljici miru in blaženemu Lojzetu Grozdetu. Leta 1757 je zvonik in cerkev treščilo in je oboje pogorelo. V zvoniku se je takrat raztopilo 7 zvonov. Tako da je sedaj najstarejši tale iz leta 1757. Narejene ulite je bil v Ljubljani. Potem so pa naslednje druge 3 so povljivali leta 1763, od tistih je pa samo še tale. Je zelo zanimiv, ker ima gor v koreninah upodobljene hudičeve glave. Simbolično to pomeni, da mora hudič pod mus pet v Božjo slavo. V koreninah so hudičeve glave upodobljene. Torej 1917. leta, ko je Avstrija pobirala zvonove, po zaslugi judovskega tovarnarja na Dunaju, ki je vladi svetoval, da samo zvonovi še lahko Avstrijo rešijo. In so šli v to akcijo in pobrali zvonove. Pri prvem pobiranju so zgodovinske stare pustili. Takrat so na Sveti Gori ostali vsi 4. Potem so se pa spomnili, da so še premalih nabrali, so šli pa še po zgodovinske. In župnik je naredil prošnjo na škofijo v Ljubljano, da bi na Sveti Gori zvonovi ostali. Pa je prišel odgovor, 2 bosta ostala, 2 pa ne, več nismo mogli doseči. So pa nekoč se jih pa rešili, naprimer na Bledu, na otoku, so rekli, da jih ne morejo čez vodo spraviti. Pa bi jih lahko razbilo kose, ker na Sveti Gori so te velik zvon raztolkli, po kosih vozili na Savo na vlak. Drugače se ga niso upali peljati. In pretežali. Na Uršlji Gori so jih tako so rekli, da jih ne morejo dol spraviti. Pa so ostali, pa Svet križ nad belimi vodami, isto. Dočin, tu se pa ne spomni, da se ga ne upajo peljati na Savo. Še vedno smo v oddaji Pot poti. Vidimo sliko pričevalca za vero Jakova Omahna. Gospoda župnika pa bi vprašal, kdo je bil ta duhovnik. Torej, ta duhovnik je bil rojen v tej župniji. Leta 1909 je imel tukaj nova maša in to je bila zadnja maša v naši farni cerkvi. In bili krajni in tam so ga pa partizani ubili. Dragi prijatelji, vidimo en zelo zanimiv oltar. Kako in kdaj je pa nastal gospod župnik? Torej, ta oltar, kar je iz kamna črnega in belega, je bilo narejeno leta 1959. Kar je pa ostalega križov pot, je pa, sem pa jaz dal gor. Sem si pa sam to želel. Ker ta križov pot je bil zavržen, okvirje sem sam restauriral, slike so bile pa 25 let v Ljubljani na restauratorskem centru in so gor doživele, da so 2 izginile. Pozneje sem zvedel, da jih je profesor Šubic na kose razrezal in jih uporabljal na Akademiji za učenje. Številka 4 pa 10. Smo morali dati nove delo. Cerkev je posvečena Marijinemu rojstvu, zato imamo tu spredaj kip Marije kot dojenčka. Razne mamice pravijo, da ta dojenček je upodobljen že stare 2 ali 3 mesece, da ni čisto ravno rojena. Narejena je bila v Milanu. V Milanu je materna hiša redovnic, ki se imenujejo Sestre Marijinega detinstva. One imajo tudi samostan v Nazaretu in tam sem jaz stopil v stik z njimi in so mi potem to Marijo v Milanu naredili. Okvir je bil pa narejen. Prvič sem videl, ko sem bil
Zdi se mi, da prvič v sveti deželi, v Jeruzalemu, v kripti cerkve svete Ane, pod oltarjem je ležala takale Marija, Marija dojenček. Meni nebeško lepa in tako se mi lepo nasmejala, da in od takrat sem skozi gorel za to. Potem sem jo iskal, sem bil drugič dol, kje je ta Marija? In tam je ni bilo več. Potem sem samo to zvedel, da se nahaja nekje v Nazaretu. Ko sem prišel v Nazaret, sem vprašal mežnarja v Marijini cerkvi, kje je ta Marija. Je rekel, že ne vem, prav, če je v Nazaretu, drugje ni, kakor v Špitalski cerkvi, kjer so te redovnice. Prav, da gore pa 20 minut v eno smer. In me je peljal z dvigalom na vrh strehe in mi pokazal, kje je to. Potem sem pa hitro vzel taksi, pa prevajalca in smo šli gor. In tam je bila v cerkvi ta Marija in jaz, kadar se koli sem srečal, Marija se meni, ko živa se je smehljala. Ko živa. Ko sem dal potem, sem prav naročil dol poklicnega fotografa, da mi lepo kopijo naredili. Ne. Nobena fotografija ni tega, kar jaz vidim. Jaz vidim že. Kako pa, zakaj so pa postavili Mariji v čas cerkev na Zasavski Sveti Gori? Torej, tukaj je bilo že prej trdnjava. Pred 2000 leti je bilo tukaj gor obzidano gorsko naselje. Sveta Gora namreč spada med 6 najstarejših znanih organiziranih naselij v Sloveniji. Pred 2000 leti je bilo tukaj gor obzidano gorsko naselje. Od njem so živeli Veneti. Od njih je ostalo samo žarno grobišče pod župniščem, katerega je kneginja Nukleoburška pred 120 leti izropala. Če pa še kaj not, pa ne vem. In potem je bilo ogromno materijala, ogromno kamna, ki je bil nekoč glavni gradbeni material in so tukaj začeli graditi. Torej, po Sloveniji zgradilo v 12. stoletju, v romanskem slogu. Bila je pa takrat tudi ta prednost, tista vas, ki je gradila cerkev, je bila oproščena fevdalnih dajatev za čas gradnje. Avstrijo narediti šibko. Zato so dobrih 100 let izvali roparske pohode iz Bosne v Hrvaško, Slovenijo in Avstrijo. In takrat gospoda se je skrila v gradove, mesta, samostane, kmetje pa ostali. In zato so tle na Sveti Gori so ljudje cerkev obdali za močnim obzidjem. Ljudsko izročilo pove, da ga Turki nikoli niso zavzeli, ker ko so prišli na gore, je Jezus na križu oživel. Zato je še danes upodobljen dol v kapelici Jezus kot živ na križu, ne kot mrtev. Jaz bi še to dal, ko smo slišali te lepe zvonove, imam se tudi šolo pritrkovanja, pritrkovalce. To se v Sloveniji oziroma v tem modernem svetu bolj malo poznano. Zakaj gre to? Pritrkovalci. Torej, pritrkavanje je prav slovenski običaj. Tega po svetu ni. Samo nekje na Tirolskem je tudi to. Drugače pa izključno je to značilnost slovenskega Torej, ta korpus Jezus na križu je bil narejen malo pred letom 1600. Narejen je v času na prehodu iz gotike v barok, ko so nekaj časa proporcionalno delali premajhne glave. V gotiki so delali prevelike, proporcionalno, potem pa eno kratko obdobje premajhne. In iz tistega obdobja je tale Jezus. Sami vidite, da ima glavo premajhno. In sam sem ga restauriral in vem, ni glava dodana iz enega kosa, razen rok, je vse narejeno iz enega kosa. Je vse narejeno iz enega kosa. Ave Maria, naša Gospa, usliši prošnjo vroča mojo, ki dviga tebi se v nebo. Tebi večna slava.
tvoje smo prinesli, vse želje, stiske in skrbi. O mati naša, mati mila, za blagoslov te prosimo. Ave Maria, Ave Maria, naša gospa. Se solze naj se posušijo, vse žalosti izginejo, ljubezen Božja nas objame. Veselje v srca naj potrka, vse radosti naj pridejo. O mati naša, mati mila, za blagoslov te prosimo. Ave Maria. Danes se oddaja začel nekoliko drugače, ali lahko gospod župnik poveste mogoče našim gledalcem oddaje Pod poti, vsaj tisti, ki so oddaje spremljali, so lahko videli, da pozdravljamo na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini Hvalen Jezus in Marija. Zakaj pa v Sloveniji slišimo zelo redko to besedo? Izumrl je. Pripovedoval nam je profesor iz Prekmurja, Alikšič, na teologiji, da je tam, ki je šel po poti, pozdravil nekoga, moškega, Hvalen Jezus. Moški odgovor, kam si pa Marija dal? Da nekoč v zgodovini 100 let nazaj je bil ta običaj. Vse na vzhodni Sloveniji. Za druge ne vem. Pri nas, ker sem jaz doma, tam je vedno smo duhovnika pozdravljali s Hvalen Jezus. Marije nismo imenovali. Morda se nam lahko našim gledalcem daje Pod poti, predstavite morda tisti, kateri so danes prvič z nami, pa niso tiste oddaje par let gledali, ko ste bili pri nas v studiu. Tukaj sem na Zasavski Sveti Gori sem zdaj 28 let. To ste od vsega začetka? Ja, prej sem bil 15 let v Hinjah na Dolenjskem, v Suhi krajini, še prej pa 2 leta v Metliki Kaplan. Kakšen pa je utrip Zasavske Svete Gore je? To je v bistvu bolj romarska župnija. Ja, drugače je romarska, da je pa to rudarsko področje, ki niso preveč pobožni. Verjetno mladine ni dosti, ali je? Ja, nekaj je. Nekaj zelo dobre. Hvala Bogu, o tem bomo tudi kaj več rekla. Večkrat tu poromate v Medžugorje, imate tudi kapelo posvečeno Kraljici miru, v kateri tudi sedaj ta oddaja poteka. Kako je nastala ta kapela, s kakšnim namenom? Ta stavba je bila zgrajena leta 1926 za prosvetno dvorano. Med drugo svetovno vojno so z ostalimi hišami tukaj partizani požgali in potem po vojni so pa moj prednik že dal streho gor na to zidovje, pa smo pa to naprej namesto dvorane in nastala nazaj kapela. Imate tudi molitveno srečanje, da bi izkoristila priložen Da, pregledalce. v prvih nedeljah imamo molitveno srečanje, poleti v gor v cerkvi, zdaj po zimi pa tukaj v kapeli. Ob tej uri? Poleti, do zdaj je bilo ob 3, po zimi pa ob 2 popoldne.
Se morda še spomnite tistih prvih dni, ko ste poromali v Medžugorje? Pa dobro. Dobro, ker prav letos, 24. oktobra sem bil dol, ko je bilo ravno 30 let, ko sem bil jaz prvič v Medžugorju s prvim slovenskim avtobusom. Takrat je bilo dol zelo strogo. En kilometer pred cerkvijo sem moral avtobus ustaviti, nismo naprej. Samo peš smo lahko šli. Vse posod je bila sama straža, civilna zaščita je držala to stražo. In lahko smo šli samo v cerkev, v nobeno privatno hišo nismo smeli vstopiti. Ampak kljub temu, odhajali smo zelo srečni. In ko sem prišel nazaj v Slovenijo, samo nazaj, pa nazaj, mi je srce vnehalo. Tako da sem tisto leto bil potem še 2-krat v Medžugorju. Tudi sedaj ste verjetno še romate. Letos je bilo 30 let prikazovanja, kot ste omenili. Zakaj je naša nebeška mama se toliko časa prikazuje v Medžugorju? Kaj želijo tako povedati? Torej, to je svetopisemska zadeva, to ni... To je napovedal apostol Janez in odprla se Božja svetišča v nebesi in videla se je skrinja Gospodove zaveze in prikazalo se veliko znamenj na nebu, žena obdana s soncem, pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Torej, bila je nesreča in napil v porodnih bolečinah in mukah. Mi vsi, ko smo bili krščeni, smo bili takrat duhovno spočeti od Svetega Duha in skrivnostno položeni pod Marijino srce. In Marija nas hoče roditi za nebesa. In to je porod. In to Marija zdaj trpi, ker se upiramo na vse 4 strani, kar se da. Torej, duhovne vrednote so v Sloveniji zelo padle. Zelo padle. In to je velikanska škoda. In pa temu pa bo tvoje druge stvari. Ste kaj posebnega v Medžugorju videli? Velikokrat ljudje slišijo skrinja zaveze, pa morda si tudi tega ne znajo predstavljati. Torej, v Medžugorju, kot sem že prej omenil, se izpolnjuje, kar je napovedal apostol Janez. Torej, moja skupina je videla skrinja zaveze v Medžugorju, zdaj kakšne 4 leta, mislim tega, pa zdaj novembra. Zadnje za cerkvijo smo stali ob 3 popoldne in močno sonce je sijalo. Na križacu je križ zginil in na tistem mestu je se postavila skrinja zaveze. Videli smo tako velika, kot je opisuje Mojzes v Svetem pismu. Kak meter, 80 meter dolga, pol metra široka in toliko visoka. Bila vse v zlatu, lesketala se v sončni svetlobi. Na skrinji sta klečala 2 zlata angela, obrazi so bili veliki, kakih 10 cm, razločno sem videl oči, nos, usta. Razlika v Svetem pismu je bila samo ta, da sta bila 2 angela živa. Čeprav sta bila iz zlata, sta se drug proti drugemu sta se klanjala. Malo po stran, ker direktno bi z glavami bušknila skupaj. In to smo gledali kakšnih 10 minut. Več čudovito. In kaj? Kako je bilo tisto srečanje, ko so tiste ptice se pojavile na nebu? Torej, nekaj let poprej, to se pravi, zdaj le bo 7 let, po konc novembra, ko smo bili zjutraj prišli na goro Križevac. Iz južne strani od Čapljine gor je letela jata kormoranov, črnih ptic, ki imajo velikost divjih rac. Letijo po obliki črke V, prvič v življenju sem to videl, da lažje režejo zrak. Ko so prišli nad Križevac, so se začele mešati sem in tja, pa upile so, mi smo jih gledali in naenkrat so naredile krasen Marijin monogram čez celo goro. Ogromen M, noter je bil A in 3 so bile še za črtica pri A-ju. Kakšna minuta je to trajalo, smo gledali ta prizor. Ptiči so upili, ali so Marijo slavili, ali so nas opozarjali, da jih gledamo. Vse, kar je to pomembna stvar. Jezus je rekel, če boste vi molčali, bodo kamni upili. V Medžugorju so se oglasile ptice. Ptice. Velikokrat ljudje mislimo, oziroma smo bolj vase zaprti in pravzaprav niti se ne zmenimo, kot da Boga v tem svetu ni. Kako ste vi pravzaprav videli nebeško mamo Marijo? Ja, prvič sem jo videl 25. maja
na Titov rojstni dan, 1982 leta. Ko smo prišli, takrat smo dol eno noč prespali v Ljubuškem in smo se morali s taksi voziti v Medžugorje, ker niso smeli dati avtobusa za nas. Evropali. In jaz sem moral vedno da zadnji iz hotela, da je bilo vse urejeno, da so vsi ključe oddali in tako naprej. In jaz pridem v Medžugorje pred cirko ob 7:30 zjutraj. Eni so bili pa že ob 5 zjutraj tam. In tistih so bili ob 5 zjutraj, tiste jutro se je Marija 3-krat prikazala. In ko sem jaz prišel tja, ena romarica skoči v mene, me objame, kje je spohoda, mi smo pa Marijo videli. Bilo bi hudo, jaz bi je tudi rad. In malo je dež padal, gledamo na križec, križ, naenkrat, ko da se je na podstavku odtrgal, je kar zaplaval po zraku in se 2-krat okrog obrnil. Potem je začel pa absorbirati, tanjšati se in nazadnje so bile samo še svetleče črtice. In pred tiste črtice se je postavila srebrno-bela ženska postava. Za naše oči je bila kakih 25 cm visoka. 3-krat nam je pomahala z rokami v pozdrav. To je vedno naredila, kadar smo jo videli. In potem tisto prikazanje je bila najdaljša od vsega, kar sem jo do zdaj videl. Ves rožno pokleknili smo in molili rožni venec. Te trenutki so bili nepopisno srečni. Nepopisno srečni in so takrat je svet zame umrl. Če bi eden takrat rekel, mi daš avto, tle imaš ključe, pa pojdi. Pusti me pri miru. In sem se mislil, če bo v nebesih samo to, toliko sreče bo dovolj. Ali so sadovi vidni Medžugorja tudi v Sloveniji? No, vsekakor. Torej, mi sami jih vidimo premalo, ne. Mi pa ljudje pač gledamo po zunanjih proslavah in tako naprej. Vendar, pomislimo na to, da je pred to balkansko-jugoslovansko državljansko vojno smo bili Slovenci, pa tudi zdaj smo, glede na procente, koliko nas je, smo najštevilnejši Romarji v Medžugorju. Pred vojno pa je bila skoraj vsak dan slovenska maša v Medžugorju. In sestra zakristanka mi rekla, da smo Slovenci najbolj številni. Po količini pa seveda Italijani, ki jih je veliko več. In tisto, kar ljudje doživljajo dol, vodil sem nekoč 15 posebnih vlakov. Največji je bil 774 romarjev. En starejši od mene, duhovnik in kapucin iz Škofje Loke, je bil enkrat z menoj, ker je rekel, kdor ne verjame v Medžugorje, ne gre samo na posebni vlak, enkrat spovedovati, pa bo videl, kaj je to. Se gore rušijo, noče več tega živeti. Smo duhovniki do 2 zjutraj spovedovali, cel vlak je bil zvočen, molilo se po celem vlaku hkrati, prepevalo. To so da nebesa. To treba samo doživeti. Doživeti, ja. Tudi sedaj vodite enkrat na mesec, poromate v Medžugorje ali kako imate? Ravno vsak mesec, ne, če so interesenti, potem gre vsak mesec, drugače pa včasih odpade. Zdaj novembra ne bomo šli, pač pa gremo dol 27. decembra, ko so dol tudi 28. decembra, so dol tudi žive jaslice pred cerkvi. Zelo lepo. Fanti iz Črnakola in punce pripravijo to. Ali smo ljudje bolj se približali Bogu, ali bi morali narediti še kaj več? Kaj menite vi kot duhovnik? To vsekakor. Vsekakor. Že se to pismo piše, Jezus pravi, molite in se nikoli ne naveličate. Molitev je ta glavna stvar, ki nas povezuje in onemogoči delovanje hudobnega duha. Ker je danes po družinah molite skoraj ni, redka še družina, kjer se kaj moli, ne znajo moliti. In moli se samo še v cerkvi, kolikor se. Zato jaz pri verouku, vsaka veroučna ura najprej molim rožni venec. Potem šele učim, ker je ta prva molitev. Molitev je verjetno tudi tista pa sveta maša, ki družino oziroma ljudi poveže. Ja. Kako vi doživljate sveto mašo v Medžugorju? To je nepopisno. Ni besedite. Ko imam jaz mašo v Medžugorju,
da skoraj vedno nisem, kot da nisem na svetu. To je nekaj nezaslišanega. Radost, kar človek takrat čuti, kako dole lahkotno pride. To je nepopisno. Radostno doživeti. Kakšen odnos bi morali imeti kristjani do svete maše? To je vsekakor, bi rekli, čistovano vrhunski, samo to piše, veste, vse to novo bogoslužje danes, to suši duhovnost. To ni več, jaz imam mašo še po starem, se še gore vare. Zato, ker jaz hočem mašo biti tudi zase. Jaz hočem biti intimna s Jezusom. Jaz ne morem tam biti štant, da pa prodajam, pa v nekaj ponujam. Z tega ne prenesem. Ali bi bilo potrebno glede tega stanja v svetu pri nas obiskovati tudi sveto mašo med tednom? No, vsekakor. Vsekakor, čas je treba izkoristiti, čas je dragocen. V prvi vrsti so danes po mnogih krajih, pri nas tudi, starši so zatajili svoje poslanstvo. Otrok ne vzgaja, otrok ni več k maši. Tega so krivi starši. In to je hudo. Velikokrat niti pravim, če bi na kratko za tiste gledalce, ki še ne poznajo Božje ljubezni. Kaj pa zaprav, ko govorimo o sveti maši, kaj sveta maša v bistvu je? Torej, sveta maša je ponozočitev kalvarijske daritve. Kristus je na križu daroval za vse ljudi, za vse grehe, za vse nas. In pri vsaki sveti maši se to na nekrvav način obnavlja. Ta Jezusova daritev na križu. To je neskončna Božja ljubezen, ki se nam ponuja. Nam ni treba več, kako da ne znamo iz srca reči, moj Bog, žal mi je, da sem grešil. Odpusti. Nič več, samo to. Jaz bi naši gledalci še prosil, da bi tudi za svoje duhovnike molili. To kot, da smo v Sloveniji pozabili, kaj menite vi? Gotovo, duhovniško poslanstvo je tako veliko in danes je tako ogroženo od vpliva zunanjega sveta, da se potem, ker duhovnik ni samo, ni angel, je tudi zmesan krvi. In čim bolj bodo verniki molili za svoje duhovniki, tem več jih bo in boljše bo. Ker jaz zdaj vzdihujem po starem komunizmu, po komunistični diktaturi. Bili so zapori, vera bila pomočna. Takrat smo imeli mašo latinsko, razumeli smo samo petje in pridigo. Napito polna cerkev je bila vsako nedeljo. In ko sem šel domov, občutek, bil sem pri maši. To bi velik občutek podoživil. Sedaj pa je veliko obratno, pa cerkve prazne, pa tisto, kar ne bi smelo biti, pa je polno, ne? Ja, ogromno vpliv imajo framasoni na cerkveno življenje. Obiskali ste tudi Marijino svetišče na Poljskem Čestohovi. Kakšen vtis ste tam dobili od? Nebeški. Tam je meja. Do Čenstahove so prišli nekoč Turki, naprej pa ne. In je vojskovodja Marijino sliko dvakrat po obrazu udaril, to se še danes pozna, v presekano lice. In ko so prišli Rusi na konc Druge svetovne vojne, na Poljsko, osvajali, in so hoteli v cerkev, ni govora, vse ležalo pri cerkvi, samo preko naših trupov lahko resne. To je pa naše. To je naše in konec, to je njihova svetinja in ne pusti nikomer, da bi karkoli negativnega delal iz tega. Verjetno se tudi treba Mariji zahvaliti za zakramente, ki spremljajo prvo hajilo. Da, na Poljskem imajo običaj, da iz cele države v tistem letu pridejo, vsaka župnija gre v Čenstahovo s prvobhajenci, se Mariji zahvali za prvo hajilo. In vsi otroci so v prvobhajilnih oblekah pridejo. To mora biti čudovito, ne? Ja, krat. Torej, Medžugorju, v Čenstahovi Marijina slika vsako jutro odpirajo in vsak večer zapirajo.
na koru igrajo fanfare, bogoslovci igrajo. Čestahovo, naprimer, je eno mesto, pa sta dva bogoslovja, škofijsko in redovno. In samo v samostanu Čestahovi živi 100 patrov duhovnikov. To je nevredno. Nevredno je to. Poljska diha, da smo mi imeli papeža iz Poljske, morda pa še kakšen. To je bila enkratna stvar. Zdaj imajo njegov pas, ob Marini sliki visi na oltarju. Tisti pas, ki je krvav, ki je bil napaden. Tudi, če pogledamo samo Medžugorje, družine, ki zvečer skupaj molijo, ki, ko gredo po poljih, se pokrižajo, tudi takšni simboli, vzori, tudi so zelo potrebni, če hoče človek biti z Bogom, z Jezusom. Ja, torej nekoč so otroci v Medžugorju Marijo vprašali, zakaj je prišla ravno v Medžugorje. Je odgovorila, ker sem tukaj našla veliko vere. Torej, Zahodna Hercegovina je bila globoko verna. In je še. In zato je Marija lahko tja prišla. Ker Marija se ne more približati nekje, če vse v križem upije kletu, kakor bi psi lajali. Tam se duhovno približati ne more. Enkrat smo šli, prvo leto, na skupino smo šli z Medžugorja v Jakoviče, pa nas en možakar ustavi. Pa šta ste vi za jedni ljudi, ništa ne pozdravljate, hvala Isusi Marija. To je tisto, kar manjka, ne? Ja. Ta beseda pomeni, da si ti Jezusov, pa Mariji, ne? Ja. Po domače rečeno. Ja. Kaj bi na koncu oddaje Pot poti, položilne srce našim gledalcem, oddaje Pot poti? Jaz se mi v tej priložnosti tudi zahvaljujem za vse predloge, ki so mi jih dali, kajti brez njih te oddaje Pot poti ne bi bilo. Se pa priporočam še naprej, da v molitev in da postanemo v molitvena velika družina in potem bo že z Božjo pomočjo, pa z Božjo previdnostjo nekaj nastalo. Torej, nekoč me v Medžugorju resta prvo leta rekla sestra za kristanke. Slovenci imate posebno srečo. Cel mesec ne vidimo Marije, ko pa vi prijete, se pa prikaže. Je dala meni misliti. Da smo mi najbolj pobožni, to ne bi to daleč od tega, ampak da Marija na nas veliko reče. Če so naši predniki v Sloveniji zgradili Marijo v čas 406 crkva, to Marija želi poživiti to marijansko zavest v naših Slovencih, ker samo povezanost z nebeško materjo nas lahko ohrani, kot narod in kot cerkev. Morda bi še v koncu vse tisti gledalci, ki želijo poromati, da poromajo na vašo Zasavsko goro, kako pravzaprav na to vašo Zasavsko goro priti, kajti gledajo nas tudi tisti, ki ne v tem delu Zasavja, ampak po celotni Sloveniji. Ja, torej, večinoma čez leto prihajajo avtobusi. Več je štajerskih Koprancev. Smo tukaj na meji. In iz Trojanke se gre noter, v Izlake in potem se vzpenje na goro. Vsako prvo nedeljo v mesecu pa imamo že bolj medžugorsko srečanje. Molimo 2 dela rožnega venca in imamo svetomašo. Poleti v cerkvi, zdaj po zimi, poleti ob 3 popoldne v cerkvi, zdaj po zimi pa ob 2 v kapeli. Kapela, ki je posvečena prav Medžugorski Mariji, ki je bila takrat prva na svetu, 87 leta je bila narejena, prva na svetu, ki je bila Medžugorski Mariji posvečena. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za te misli, ki ste podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti in vam v življenju na vaši duhovni poti želim obilo Božjega blagoslova, notranjega miru in vse dobro. Hvala. Bogu hvala. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Zasavske gore in vabim, da tudi porovnate s tistim lepim, starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija do naslednjega snidenja v oddaji Pot. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana
Kako? Če gledam zvonove, ko se gibljajo. Če gledam zvonove.